in sestre, pogosto slišimo, da je božična noč ena najsvetejših, najlepših noči v vsej zgodovini človeštva. Za mnoge je ta noč najlepša noč in najlepši čas v letu, ki ga dolgo pričakujemo. Zvedemo se ob pogledu na jaslice, poslušamo božične pesmi in v sebi ustvarjamo prostor, da bi občutili največjo skrivnost človeške zgodovine, da Bog postane človek. Vendar v betlehemski noči ni glasnosti, ni množic, tudi ni sijaja luči. Ko pogledamo jaslice, tudi naše so z vso skrbnostjo postavljene, da se izriše prizor prej stiske kot pa obilja. Vsako leto se podamo v hlev, pa tudi v mraz. Podamo se v noč. Tam najdemo otroka, ki zajoka kot vsak novorojenček. Vse je tako preprosto, skromno. Dete položeno v jasli, niti ne vstajico v posteljo v jasli. A vendar je prav v tem hlevu polnost svetlobe. Svetloba, ki ni bleščeča, ampak resnična. To je svetost, ki nam razodeva, da Bog izbere najmanjše. Da Bog izbere to, kar je najbolj preprosto, pa vendar najbolj človeško. S tem Bog pove, da ni daleč od človeka, ampak je zelo blizu. Včasih tako blizu, da človek to niti ne opazi. Zato, ker prihaja v človeško revščino. Bog prihaja v človeško ranjenost, v človeško pomanjkanje, v človeško razočaranje. Včasih lahko rečemo človeško temo, da bi tam zasvetila Božja luč. In lepota božične noči je lepota ljubezni. Je lepota tiste ljubezni, ki se skloni, ki se daruje, ki nič ne zahteva zase, ampak se daje. Nobene meje, v polnosti. Pred sveto mašo smo v božičnici slišali razmišljanje, kaj bi o lepoti božične noči povedal Leonardo da Vinci. On svojih mojstrovin ni ustvaril v hrupu ali površnosti, ampak v zbranosti, v potrpežljivosti, v tihem iskanju resnice. Lepota se je rodila iz njegovega globokega pogleda in iz njegovega spoštovanja do skrivnosti človeka. Tudi Bog gleda človeka s tako pozornostjo. Ana Karenina, ki razodeva bolečo resnico sodobnega človeka, da zunanja lepota, družbeni položaj, ugled ne dajo trajne sreče. Človek potrebuje ljubezen, ki ni sebična, ampak zvesta. Ljubezen, v kateri smo sprejeti. Ljubezen, ki nam podarja notranji mir. Prav to nam prinaša Božič. Boga, ki ljubi do konca. Boga,
večerem, ki je znal v preprostih besedah izraziti najglobja hrepenenja. Njegova poezija ni kričala, a je govorila močneje kot marsikatera beseda. Tudi pri Francetu Prešernu lahko vidimo, kako ljubezen izhaja iz tihe bolečine hrepenenja in iz zvestobe, ki rodi nekaj večjega. To je lepoto. Lepoto, ki ne zahteva nekaj zase, ampak lepoto, ki se podarja. Iz božične noči se lahko učimo preprostosti življenja. Učimo se, da največji darovi pogosto niso vidni. Največji darovi niso otipljivi. Kakšni so ti darovi? Ti darovi so čas, ki ga podarimo drugemu. Ti darovi so besede, ki potolažijo drugega. Ti darovi so odpuščanje, ki osvobaja. Odpuščanje, ki osvobaja tistega, ki odpušča, in tistemu, ki je odpuščen. Ponesimo to lepoto božične noči, to lepoto, ki izhaja iz Boga na svoj dom. Ustvarimo tudi doma prostor miru, prostor ljubezni, topline spoštovanja. Med svoje bližnje ponašajmo lepoto božične noči, ko postajamo pozorni drug do drugega, ko ustvarjamo prostor, da se v naših življenjih rodi molitev. Kot odgovor na lepoto božične noči, na lepoto Boga, ki prihaja k nam. Naj bo božična noč povabilo k tišini, k preprostosti, k ljubezni. Kjer je ljubezen, tam se Bog znova in znova učloveči. Z veliko predanostjo in hvaležnostjo, da je Bog postal eden izmed nas. Tudi mi izpovejmo vero.